Dobrodošli v podkastu Sensa Modra soba, cikel Krmarjenje s travmo. V današnjem podkastu se osredotočamo na vlogo človeškega glasu pri osvobajanju od travm. Dobro dokumentirana značilnost travme je nezmožnost artikulacije tega, kar se nam je zgodilo oziroma dogajalo. Vendar se pa travma kaže se v našem nezavednem odzivanju na dogodke, situacije v odnosih. Drobci izkušenj, ki smo jih potlačili, se lahko kažejo v jezikovnih spodrsljajih, gestah, vedenjih, v sanjah, kot glasniki, ki skušajo osvetliti neizrekljivo, celo nepredstavljivo. Bessel van der Kolk, znan nizozemski psihiater, slavn po svojih raziskavah posttravmatskega stresa, pravi, oziroma je pokazal, da se med travmatično izkušnjo izklopi center za govor. In govori o travmi tudi kot o brezgovornem terorju. Travma nas lahko privede do tega, da se odrežemo od svojih čustev, telesa, od našega glasu oziroma od avtentičnega izražanja. In danes gostimo Sabrino Janežič. Dobrodošla. Hvala, en lep srčen pozdrav. Sem zelo vesela, da bova tukaj raziskovali glas, uporabo glasu. Tudi jaz. Glas kot orodje za zdravljenje, izražanje, tudi teh stvari, nekako smo jih zablokirali v določenih situacijah. Sabrina je strastna raziskovalka življenja in odnosov. In sicer bomo se ukvarjali s tem, kako lahko glas uporabimo za povezavo ali pa mogoče za ponovno povezavo s svojim telesom, s čustvi, z občutki. Sabrina bo delila svoje znanje, izkušnje o tem, kako lahko terapevtsko delo z glasom pomaga pri procesu osvobajanja od posledic travm. Pogovarjali se bomo tudi o tem, kako lahko uporabimo glas kot orodje za izražanje naše resnice, s čimer lahko pridemo do bolj pristnega, izpolnjenega življenja. Res me veseli, da bomo skupaj širili glas v glasu. Ja, meni tudi. Sem že ves čas kimala. Lepo je bilo to poslušati, in res se veselim. Bi vas pa mogoče predstavila še tako v kontekstu najnega odnosa. Prosim, z veseljem. Ste bila moja študentka pri predmetu medosebno komuniciranje, kjer gre tudi dejansko za izražanje na Fakulteti za družbene vede. In zelo mi je ostalo v spominu tako najno prvo srečanje, oziroma spomnim se vas iz enega stika med predavanji, že bolj v začetku predavanj, ko ste me vprašala, a sem gledala film The Shape of Water, Oblika vode. To sem si zelo zapomnila. Jaz tudi. In je prav zanimivo, ker ta glavna junakinja Eliza je nema ženska. Se pravi ženska brez glasu. Brez glasu, tudi diskriminirana na nek način, dela kot čistilka v strogo tajnem vladnem laboratoriju v času hladne vojne. Se pravi tudi nek laboratorij, ki je prikrit, nima tega javnega glasu. In v celotnem tem filmu je njeno pomanjkanje glasu prikazano kot metafora za njeno marginalizacijo v družbi. In kljub samo pa ona najde svoj glas, to mi je nekako zanimiv moment, prek povezave z enim takim posebnim bitjem, takim nedefiniranim bitjem, ki ga hranijo v laboratoriju, ki je isto brez glasu. In ga ta znanstvena skupnost marginalizira, nekako ga proučujejo. In ona dva stketa zelo močno čustveno vez, komunicirata brez besed, zelo lepo komunicirata. In zanimivo je, da ona potem nekako reši to bitje in na ta način, bom rekla, najde svoj glas, nekako deluje. In ta film se mi zdi zelo močen opomnik o pomembnosti tega, da najdemo svoj glas, da delujemo, na različnih nivojih delujemo. Veliko enih tančic odpira in predvsem to, kaj je glas. Včasih je glas tišina. Kaj sploh pomeni glas? Ni to, se imamo vsi glas. Širšo sliko, kaj res glas pomeni za človeka? To neko izražanje resnice, tega, kar jaz sem. Kot neka vez z svetom. Točno tako, vez z drugimi. Tako. In pravzaprav
jaz sama na glas gledam kot tudi pravzaprav kot en prevodnik, en kanal med našim notranjim svetom do zunanjega sveta. Tako da vse, kar se meni znotraj telesa dogaja, vse, kar se meni znotraj, ne vem, neke odnosne dinamike, znotraj pravzaprav nekih tančic življenja dogaja in jaz čutim kot vrvež moje notranje pokrajine, bom tako rekla. Jaz prelijem to skozi glas in ni nujno skozi besede, ampak glas kot zven, glas kot glas prvobiten, ki pride ven iz telesa. Ja. Se pravi, da močna, artikuliran glas. Točno tako. Močna komunikacijska vez z vsem, kar me obdaja. Da jaz tudi dobim eno svoje mesto v svetu. In zato je glas zelo pomemben. Mi z glasom pravzaprav tkemo vse. Mi z glasom se rodimo, že dojenček ima potrebo po izražanju, neki gruli, pa potem joka glasno. Ne joka sem tako, da mu solze tečejo. Se pravi, jaz res verjamem, da imamo to neko ponotranjeno potrebo po glasnem izražanju. Po izražanju, tako. Ja. Če se naveževa na temo travme, kako vi vidite to povezavo oziroma kako bi sploh opredelila travmo? Kako jo vi pojmujete? Ja, skozi sem kimala, ko ste govorili v uvodniku, ko ste že sami napeljali na to temo, tako, po mojem sem lahko nastavila naprej, nazaj in sem razmišljala, res, kaj meni pomeni ta beseda in prvo, kar mi pride skozi telo, je ravno to, odklopljenost od telesa, ohromljenost pravzaprav v lastnem telesu, lastna ječa. Da imam telo, ampak ne zmorem ga čutiti, ne zmorem ga obvladati, ampak nekaj je močneje, kar obvladuje mene, če me razumete. Nekaj močneje in to je zame travma. Travma se nastane, seveda to ni dogodek, se mi zdi, da zdaj že res razumemo to, da sama travma ni dogodek, ampak je naš odziv na en dogodek, ki je bil enostavno preveč bremenilen, čisto preveč stresen, da bi ga jaz, moje telo, moj čustven sistem, psiha, možgani, da bi ga jaz sploh zmogla v tistem trenutku sprocesirati. In sem se odrezala od vsega čutenja, zato da sem sploh preživela to, kar se mi je zgodilo. Da sem jaz lahko sploh šla nekako skozi to izkušnjo, da nisem niti preveč čutila. Ker bi bilo preveč grozljivo. Tako, ker bi bilo enostavno preveč vsega. Tako da gre to sigurno za zelo, zelo težko bremenilno izkušnjo, ki se potem seveda lahko prenaša naprej. Jaz, ker ne zmorem biti jaz prisotna pravzaprav s svojim telesom, sama sabo v svojem bivanju, nisem tudi prisotna posledično v odnosih, ne morem biti prisotna, saj jaz tako čutim v življenju, ki zahteva od mene, ki me vabi v to, bom rekla, da ga polno čutim, da ga polno doživljam. Oziroma vse ne v neki večji polnosti, verjetno. Tako. Ali pa v neki izpolnjenosti. Ja, točno tako. V neki res živa sem, čutim, kako je lepo, ampak je nekaj tako močnega, kar me nadvladuje. Nadvladuje moje izražanje, nadvladuje moje reakcije, v odnose to pronica. Skratka, travma svojimi lovkami pronica na številna področja. In ravno to, da jaz, oziroma da ljudje začnemo prepoznavati to pronicanje, te lovke, nas potem vodi do tega, da sploh razumemo, mogoče sem pa res doživel nekaj tako bremenilnega, da začnem enostavno ozaveščati ene vzroke, ki so, bom rekla, naredili te lovke. Upam, da nisem preveč filozofirala. Zakaj se odzivamo na določen način? Točno tako. Zakaj se odzivamo, recimo v primeru glasu, kdaj mi zmanjka glasu? Zakaj mi samo v določenem odnosu enostavno glas ne steče? Jaz sem poslušala na delavnicah, so rekli ljudje, 1 uro pred delavnico sem jaz izgubil glas. Kar od nikoder. Pred vašo delavnico. Tako. Ali pa ene take zadeve, ki so recimo v tem primeru vezane bolj na neko glasovno izražanje, recimo, da že tukaj začne prepoznavati, da začne prepoznavati odzive telesa. Tukaj je pravzaprav srž vsega, kar potem me pelje na eno globljo pot, recimo, raziskovanja sebe. Ja. Jaz bi mogoče tu se še navezala, ko ste rekla, travma kot izkušnja oziroma kot nek dogodek.
Ne, ampak lahko pa, da smo bili recimo tekom otroštva ves čas utišani, lahko utišani na nek zelo brutalen način. A je tudi to nekako lahko del potem traumatske izkušnje. Ja, absolutno. In ima posledice, ki so tudi, bi lahko rekli, posledice travme. Absolutno. Mi moramo razumeti, glas je nekaj tako močnega, da pravzaprav mi slišimo glasove že znotraj maternice, ko se dojenček, oziroma bom rekla, bitjece razvija. To je že znano, da sploh v zadnjem 3-mesečju enostavno prihajajo glasovi do nas, še posebej glasovi, s katerimi smo mi najbolj v stiku, se pravi glas matere, glas očeta, se pravi te najbolj intimne celice, v katero se bom jaz kot otrok rodila. In kaj mene takrat obdaja? To je tudi, tako se odpirajo zelo dobra vprašanja, zato da se poglobimo tudi v svojo lastno družino, v odnos, ki ga je naša mati imela recimo z našim očetom, ko nas je nosila. Recimo v kakšnem okolju je bila, a se je ona počutila varno, a se je počutila ljubljeno, a sem bila jaz zaželjena kot otrok, kakšna komunikacija, kakšno izražanje je bilo med mojima staršama, ker enostavno to je prihajalo do mene. In danes se že govori o tem, da se v bistvu imunski sistem bitjeca začne graditi, uravnavati tudi po teh izkušnjah, kakšni glasovi prihajajo skozi maternično steno. Ker mati seveda spremeni, puls spremeni, bitje srca je drugačno, diha drugače, čustvuje s tem in se izraža, in se pravi, ti glasovi prihajajo do mene. Se pravi, kakšno matrico glasov, ki jih potem jaz že začnem prepoznavati, ko se rodim, ker so mi domači, ker sem jih jaz poslušala, pravzaprav lahko vseh 9 mesecev, najbolj intenzivno zadnje obdobje, in so mi sporočali, ok, v tak svet ti prihajaš, kakorkoli. A je varen? Se pravi, zvok je zelo pomemben del te atmosfere, ambienta. Ja, tako. To je moj prvi stik z svetom. Se pravi, koliko je harmoničen. Točno tako. Prvi stik z svetom, čeprav še nisem rojena na nek način. Za zunanjim svetom. Ja, za zunanjim svetom. Zanimivo. Ja, tako da, a me bo pričakal varen svet? Kakšna celica me bo pričakala? In jaz se rodim v to celico. Jaz se rodim pravzaprav v že en postavljen odnos, in to sta mama in oče. In jaz sem več kot 100% odvisna od njiju. Se pravi, da imata ona dva v rokah pravzaprav tudi nit tega, kako bom jaz lahko izražala sebe, kaj bo sprejeto, kaj ne bo sprejeto, kaj bo zadušeno, kar ste lepo prej omenili, kaj bo sploh dobro, kaj se v naši družini ne bo smelo izražati, govoriti, katerega čustvenega stanja se ne bo smelo projicirati navzven. Tako da, in ker sem jaz odvisna, to je moje preživetje, da se čim bolj ravnam po merilu svojih skrbnikov, se tudi moje izražanje začne dokaj hitro, bom rekla, ukrojevati. In na nas je, da potem tekom življenja prepoznavamo to obleko, če malo metaforično se izrazimo. In da če nam je pretesna, če nismo zadovoljni v njej, da jo odložimo oziroma začnemo raziskovati, kakšne posledice je tudi pustila na nas ta, zadušenost. Kaj pa je pogosto zadušeno oziroma utišeno znotraj izvorne družine? Ja. Jaz po vaših izkušnjah. Ja, to sem hotela reči. V svoji praksi daleč najbolj utišana jeza. Je to vezano na spol? Ne, niti ne na spol. Vsaj sama nisem tako, da bi rekla, da sem res opazila neko veliko razliko med spoloma. Včasih je veljalo, deklice ne smejo biti jezne. Da deklice ne smejo, in da fanti ne smejo jokati. Ja. In žalost. Žalost in jeza. To se mi zdi ta dva, bom rekla, čustvena stanja, ki terjata eno svojo izrazno moč, ki jih kot otroci večinoma nismo v bistvu izkusili v polnosti, niti raziskali posledično, in ne znamo z njima operirati niti v življenju. In tako, to bi dejansko izpostavila. In ker, se pravi, če jaz kot otrok moraš preživeti znotraj družine, jaz se hitro naučim ravnati po pravilih, ki
jih moja družina pa servira. In jaz si želim, da so moji starši dobro. Se pravi, tukaj pa spet izviramo iz partnerskega odnosa. Se otrok posnema, se otrok čuti, kdaj v družini prevladuje harmonija. Ali so tihe maše, ali se upije, ali nikoli ne veš, kdaj bojo se vrata dol sesula. Čuti varnost in želi povezati starša skupaj. Otrok nagonsko teži k harmoniji. In če je ni, bo naredil vse, da bi se na novo vzpostavila, da bi se ene te vrzeli, ene te bolečinske luknje začele krpati. In če jaz vidim, da je moja mami, recimo, da je moja mama žalostna, ko se jaz jezim, da vidim, da ji odprem neke rane, da ona ne zmore pravzaprav mi niti držati, bom rekla, varnega prostora, da se jaz polno izrazim, bom jaz na dolgi rok absolutno utišala samo sebe. In to se dogaja. Mi ne želimo starša še bolj prizadeti. Mi težimo k harmoniji kot otroci. Vsi. Nezavedno. In tudi, ker smo odvisni, mislim, kot otroci. Tako, otroci so povsem odvisni preživetveno. Tako. In tukaj recimo dobro, mislim, se odpira potem vprašanje tudi medgeneracijske travme, če se na travmo navežem oziroma na eno tako močno bremenino izkušnjo. Ker recimo, če sem jaz mama in sem doživela nekaj tako zelo pretresljivega, močnega v svojem življenju in tega nisem kasneje sprocesirala, predelala, ozdravila, se naučila s tem živeti, ker ni to, da kar zdaj tega ni več in da je to zdaj čisto neko drugo življenje, ampak da me ne nadvladuje več travma. Se pravi, da jaz vseeno se je tako oblažila, da sem jaz lahko začela tudi drugače že funkcionirati, se drugače odločati, drugače delovati, drugače artikulirati. In tako bom lažje tudi držala prostor svojemu otroku. Ker ko je pa recimo, da pa jaz kot otrok izražam in to budi veliko v meni kot mami, jaz ne zmorem niti biti prisotna ne z njim, ne za sabo, mu držati sploh prostora, da rečem, ok, dej, lahko si jezen, te bom potem usmerila, ti bom držala ta prostor, in ga potem zadušim. Ne biti jezen, ne jokati, ne preveč na glas. To je takšna, bodi bolj tiho, ne preveč ven štrleta. Da se še vedno pogosto to nekako vrednoti oziroma ceni. In na takšen način tudi pravzaprav vzorce svojega delovanja, svojih bolečin peljem naprej, do otroka. In če sama ne bom kot mama recimo tega skozi življenje ozavestila, predrugačila, bo moral otrok. Tako pa že lahko prej eno prijaznejšo platformo naredim, da on ne bo rabo toliko nekih mojih ran, bolečin usrkavati. Zdi se mi, da zdaj te generacije nekako se kar ukvarjamo s tem. Ja, zelo se budi ta zavednost. Jaz tudi sama vidim. Tako da vem čisto na začetku. Študentka sem še bila in sem rekla, to je meni tako zanimivo, dajmo to raziskovati, kaj glas pomeni, kaj glas predstavlja človeku. Bom jaz naredila delavnico in sem jo pomenovala Spoznaj svoj glas. In sem dala, da lahko ljudje se prijavijo, da lahko pridejo. In je bila v parih urah polna. In sem pa bila, se pravi, to je nekaj, kar kliče po pozornosti, da se posvetimo malo tej dinamiki, tematiki, da nas zanima, kaj je to pravzaprav, pa niti točno ne vemo, kaj, ampak kako se res zdaj vedno bolj prebuja, tudi sama to opažam, da je glas pomemben, da je naša izraznost pomembna in kako nas postavlja tudi v svet in zdravi. Tako, ja. Zato sem hvaležna, da se tudi na takih vsebinah o tem govori, ker glas je moč. Tisti, ki ima glas, ima moč. Tukaj se govoriva o artikuliranem glasu in nasploh. Mislim tudi nekako izražanje lastne resnice, lastne avtentičnosti. Ja, točno tako, kakršnem koli. In če se prej navežem, če je ta moja resnica, ta moj glas zadušen že zelo zgodaj, kako naj jaz potem pravzaprav sploh skozi življenje vem, kdo sem jaz, kaj je moja resnica,
stojim. Tukaj se odpira tako veliko enih pol, kako se naj izpostavim znotraj odnosa. Se pravi, da tudi sami omejujemo svoj glas kasneje v življenju. Nekako sami zatiramo na nek način svoj glas. Res je. Zato, da ustrezamo. Da gremo nekam znotraj meril. To nas že sistem zelo dobro nauči. Tako da biti kar se da znotraj nekih robov. Tako da hitro se začnemo tudi sami sebe dušiti. Ja. Res je. Vse začutimo, mi po domače rečemo, si požrl besede. Tako. In pol te trebuh boli. Tako da ima potem tudi, lahko opazujemo neke telesno govorico, telesne simptome, ki se pojavijo, če sem res močno zadušena, če ne zmorem izraziti same sebe. Tudi telo temu sledi, pa pravzaprav ni treba, da je prišlo sploh do neke travmatske izkušnje, bom rekla. Ampak če jaz skozi življenje se naučim živeti tako, da enostavno to, kar povem, ni pomembno, ni vredno sploh poslušanja, ne vem, da sem butasta, da nič pametnega ne bom zdaj povedala, ali pa kaj, da sem hitro dobila ta občutek. Ostanem tiho. In tudi glasilke so pravzaprav, si predstavljamo kot ena mišica, ki se nabilda, bom kar tako povedala. In pač, če tečemo, krepimo mišice, in tudi, če smo tiho, ne krepimo, oziroma krepimo nekaj drugega, tako da se to odraža in tudi na fizično, telesno. Tako, na kvaliteti, potem tudi glasu. Ne samo povedanih besed, ampak tudi sama kvaliteta našega glasu. Na zvenu, na moči. To je zelo, zelo zanimivo opazovati. Lahko, mislim, so ljudje, vsaj iz svoje prakse to jaz govorim, ki ostanejo brez glasu, brez razloga, bom rekla, nekega otipljivega, da bi pokazal, ne vem, ta diagnoza, to je nekaj šlo narobe. Ampak ker so bili tako močno zadušeni skozi življenje. In kasneje so začeli seveda tako tudi funkcionirati v svojih odnosih, v svojem življenju. In s tehniko zgolj se takšen glas ne popravi. To, kar sem jaz bila še učena, ko sem še zgolj poučevala petje, da s tehniko se lahko, marsikaj se lahko izravna, spravi v balans. Ampak dokler jaz ne predelam nekih strahov. Se pravi, to so te tehnike petja, oziroma recimo dela z glasom. Delo z glasom, tako. Govorna tehnika, tako. Se pravi, če jaz ne pogledam širše, če jaz ne pogledam odnosov, v katerih živim, če jaz ne pogledam strahov, ki mi preprečujejo to, da bi jaz lahko izrazila svoj glas in besede, tehnika ne bo kaj veliko pomagala, ali pa če me grlo boli, neke tablete, ampak je treba pogledati celostno. Kaj se je zataknilo? Kaj mi preprečuje, da bi jaz sploh izrazila svoj glas? Ker to lahko pogosto vidimo, da nas začne grlo boleti pravzaprav brez nekega razloga. Ne zato, ker smo se zdaj neki prepihali. Ali pa nekaj drugega, kar bi lahko povezali, vse tako, da bi nam bilo lažje razumsko. Ampak treba pogledati globlje. Mene včasih grlo začne boleti, če vem, da nisem zmogla biti, ne vem, iskrena v nekem dialogu, če nisem vse povedala, in potem prepoznam in takrat se mi že sprosti stanje. Tako da glas in njegovi, bom rekla, simptomi, ki jih jaz zaznavam pri glasu, so lahko zelo zanimivi, če jih opažam skozi življenje. Verjetno je tudi povezan z našimi mišičnimi napetostmi, okrog prepone. Marsikje. Točno tako. To so tudi, vsaj v moji praksi, recimo, bili primeri, če sem jaz recimo, da sem kot otrok odraščala v družini, kjer je bilo veliko jeze, veliko, se pravi, nisi vedel, kdaj se bojo vrata dol sesula, napetosti, zamere. Jaz sem bila skozi v pripravljenosti na boj ali beg. In parkrat sem povzdignala glas, pol ga pa nisem več smela, ker enostavno nisem vedela, kaj sledi. Kdaj je prenevarno. Ker je bilo prenevarno in kdaj bo tudi kaj po meni padlo, kakorkoli. Nekam moram to napetost dati. Jaz se včasih pohecam, ta energija ne gre nekam na kavo. Ostane znotraj telesa. Kaj pa meni naredi znotraj telesa? Lahko imam
lahko imam, ne vem, 60 kg, počutim pa se kot en bodybuilder znotraj sebe, ker enostavno toliko enih napetosti, ki jih moje telo more zdržati. In to se pozna na telesu, da enostavno postane neprepustno. In so ljudje, ki se ne morejo niti premikati, ker toliko napetosti čutijo, ne morejo premikati medenice, ne morejo polno vdihniti. Kaj šele to napetost buta gor v glasilke. To je pravzaprav glasilke, čeljust, to je področje, kjer vse, kar se dogaja, bom rekla spodaj, znotraj telesa, podelim za svetom, kot neka zadnja točka. In se pravi, se napetost tukaj tudi skoncentrira, in lahko pride do problemov z glasilkami, otečenosti, zadebeljenosti, ali pa enostavno v tem primeru, ne vem, je bil človek, ki ni zmogel govoriti pravzaprav v nekem mirnem, jakostnem glasu. Ampak je, če bi jaz rekla zdaj dober dan, sem jaz uporabljala tako veliko napetosti, dober dan, da je to enostavno postala moja vsakodnevna komunikacija s tako prenapetimi mišičnimi stanji. In to glas absolutno izraža. Kako se pa potem dela s tem? Mogoče lahko tudi poveste, kako ste prišla, ker je to nekaj, kar sama razvijate. Kako se osvobaja glas? Oziroma glas tudi kot ta pot oziroma okno v strahove, v neka omejujoča prepričanja, ne v neke naše odrezane dele. Moja pot je bila kar zanimiva, tako da, ko zdaj pogledam nazaj, bi rekla, da sem čisto po naključju začela raziskovati glas še širše in kakšne posledice to nosi na nas in kaj vse vpliva na glas, ki ga imamo, ter kako ga lahko uporabimo za samozdravilne namene. Jaz sem skozi sanjala, da bom poklicna pevka, da bom imela svoj pevski studio in pravzaprav skozi otroštvo sem pravzaprav bila prepletena z tem svetom in ustvarjanjem glasbe in učena sem bila od profesorov pravzaprav že od otroštva dalje. Pol pa sem začela študirati tudi glas, tudi vzporedno poučevati v različnih študijih in šolah. In začela sem delati tudi s profesionalnimi pevci, tudi z igralci, se pravi, bom rekla, z ljudmi, ki poklicno uporabljajo glas zelo veliko in za katere ponavadi smatraš, da kar veliko živejo o tem oziroma imajo ene stvari malo bolj razčiščene tukaj. In se je zelo pogosto pojavila ena blokada, kjer je tehnika odpovedala, kjer glas sploh ni več funkcioniral tako, kot bi mogel funkcionirati. Ali pa spomnim se ene igralke, ki mi je rekla, soživljenje, zelo uspešne, soživljenje imam občutek, kot da sploh ne igram za svojim glasom, kot da sploh ne govorim svojega glasu. Tudi o tem, koga potem govoriš skozi sebe, če me razumete. To je malo bolj zdaj eno tako vprašanje, o katerem je vredno razmišljati, koga jaz poročam skozi sebe, koliko je še mojem v glasu pravzaprav primesi, usedlin nekoga drugega, kako si glasovi postajajo podobni. Včasih govori z mamo, hčerko, kar ne veš, s kom govoriš, ker si postanemo tako podobni, ker srkamo tudi te vibracije in se navadimo, ne vem, enako stekamo besede, v enaki jakosti govorimo. To je, mislim, veliko enih področji se odpira, ki so blazno zanimiva. In sem trčila ob blokado, ko glas enostavno ni več napredoval, včasih enostavno ni več zvenil, včasih je kar ni ga bilo in sploh nismo vedeli, zakaj ne. Tako, nisem si znala, s tem znanjem, ki sem ga imela, nisem znala iz tega razložiti. Ker mene ni noben učil, da vpliva na glas to, kako sem bila, kako je bilo meni v maternici, kako sem jaz odraščala v družini. Ne vem, če imamo menstrualni cikel ženske, da to vpliva na glas, da vpliva porod na glas, da koliko si zadušen skozi življenje, travmatske izkušnje, in to sem je odprlo en cel spekter, ki sem ga začela potem sama, bom rekla, raziskovati. Tako da, evo, ena malo bolj skrajšana zgodba, tako da so me pravzaprav
moji učenci, bom rekla, pripeljali na to področje. In danes ne poučujem več petja, ampak sem začela nabirati potem tekom svoje poti razna komplementarna znanja. In da bi ja čim več širine dobila, čim bolj razumela pravzaprav potem tudi glas skozi človeka, ker glas je neposredno povezan tudi s telesom. Ker mi mislimo, ja, glas je tukaj nekje, ko so glasilke, pa tu se nekaj dogaja. Pa ni res, glas resonira po celem našem telesu, tudi iz vode večinoma smo iz vode. Tako da glas potuje vse posod, če mene roka boli, jaz ne bom imela več enakega glasu. Se pravi, če imam jaz menstrualni cikel, tudi ne. Če sem jaz bila, kar sva že govorili, skozi odnose prizadeta, da so za mano neke težke bremenilne izkušnje, se bo to absolutno pokazalo na glasu, ker se bo pokazalo na telesu. Tako da sama... Se pravi, glas tudi odraža naše stanje. Točno tako, odraža naše stanje, našo resnico, tega, kar smo, ker jaz lahko telo, če me razumete, jaz ga lahko zakrijem. Se malo drugače oblečem, recimo, do neke mere seveda, tako, malo zamaskiram, ampak ko pa jaz pregovorim, pa pride surov glas ven, kakršen je, in s tem pokažem, kdo sem, kdaj mi glas zadrhti, kdaj mi zmanjka, kdaj ljudje začutijo, da imam cmok v grlu. Tudi neko trenutno čustveno stanje. Tudi trenutno čustveno stanje, in kdaj mi kje enostavno ne steče in potem grem lahko raziskovati, zakaj ne, kaj mi to budi, kam me to pelje, naprej. Ja, kam me to pelje. Tako da glas jaz res uporabljam kot nek kanal, ki mi zelo pomaga razumeti človeka, videti človeka. To jaz zelo težko mogoče zelo opišem, ampak jaz, ko zaslišim glas, že kar vem, zakaj človek pride. Sprav to je za vas kot nek že diagnostika. Ja, kot nek, se pravi, težko, sploh ne vem, kako bi to opisala, ampak meni se res odpre se mi človek in odpre se mi njegova slika, odpre se mi njegova energija. Se pravi, posebej ste pozorna na glas. Ja, tako. Ko vidim človeka ali pa da se že slišiva preko telefonu, takoj glas meni enostavno tako zavibrira, da že vidim v bistvu, s čim ima ta človek izzive skozi življenje, skozi kaj je verjetno mogel iti. Enostavno tako res, da bi se mi manj življenjske premice izrisalo. To je težko razumsko povem, ampak zgleda, da je to res pri meni se tako močen kanal za to ustvarjal. Ker sem bila toliko v stiku s tem glasom, pravzaprav že celo življenje, da zelo prepoznavam ene stvari na te vibracije. Tako da pri samem delu pa nam glas pomaga, se pravi, ne ta, kako ne rečem, artikuliran glas, ampak spuščanje glasov, recimo, da si lažje predstavljamo skozi to, kar pride iz telesa. V angleščini je izraz sounding. Ja. Obstaja kak slovenski prevod. Zdaj prav razmišljam, kako bi to izrazila se. Jaz, kar rečem, delo z surovim nagonskim glasom, tako da kar ta trenutek čutim, da more telo dati ven, bo dalo. Zaupamo tukaj telesu. Prav to so lahko neki kriki, vse rohnenje. Ja, vse lahko. Jok. Ja, vse lahko. Tukaj ni čisto nobenega pravila. Tukaj ni pravil. A pridejo tudi neki artikulirani zvoki? Recimo, ne vem, petje samoglasnikov. Zelo redko, vsaj po mojih izkušnjah zelo redko, so pa bili tudi primeri, ko je kdo rekel, zdaj pa čutim, da morajo besede priti. In je skozi besede, recimo, se nekaj izrazilo. Ampak to so besede, recimo, nek močen ne. Ali pa neki govori. Ja. Ne vem, govori, ki bi si želel svojemu staršu izraziti, pa jih nisi mogel, ali pa neodvisno, pač kaj skozi človeka prijem. Se prav izrekanje. Tako, da se sprosti sploh energija, glas nam... Kar je ostalo nekako zadržano, neizrečeno, neizraženo. Točno tako, Če nas je recimo neka bremenilna izkušnja, mar je to travma, ali je to nekaj vse lažjega, odtujilo od telesa, jaz gledam na to tudi kot, da je ostala pravzaprav energija ujeta znotraj nas, ki se ni sprostila na način, kot bi se mogla, zato da bi mi lahko sploh lažje funkcionirali naprej. Je glas tisti kanal in tisti prevodnik, ki začne prepuščati to membrano.
v telesu. Tako da je pa to... Tako, kot bi lahko šli recimo z dihom ali z gibi, gremo recimo lahko tudi z glasom. Tako. In to troje je vse med seboj povezano. Tako da, ker glas pravzaprav je Se pravi, v glasu pridejo, to me je tudi zanimalo, tudi gibi. Lahko človek začne izražati, ko gre ta sounding, meni je ta izraz zelo ljub. Jaz ga poznam z ene modalitete, ki se mu reče avtentično gibanje, kjer se tudi gre v zvok, ob tem, ko imaš pričo, in potem greš, poglobiš en trenutek, greš bolj podrobneje v en trenutek, prav izkustveno, kakšni so občutki, senzacije v telesu, čustva in tako naprej. Malo drugačne, ni tako terapevtsko delo, ampak je bolj ena taka samospoznavalna praksa, kjer seveda lahko tudi pride do terapevtskih učinkov. Evo, in na tej, kako ste lepo opisali, in na tej točki jaz vključim tudi glas. Dam priložnost človeku, da ne bojo ljudje narobe razumeli, ni to zdaj pa odpri na o, ali pa ni to petje, včasih me kdo vpraša, ali rabim posluh. Ne rabite posluha, to ni petje. Ali pa da je to zdaj nekaj točno določenega, da jaz povem kako. Ampak damo telesu priložnost, povabilo. To mi je všeč, povabilo. Jaz rečem, povabim vas v to, a je kaj, kar si telo želi izraziti zdajle, da pride skozi glas, kakršenkoli. Včasih je to tišina, včasih je tih, včasih je, tako ste rekli, kričeč. Tu ni pravil. Ampak je pa res, da se pa to dogaja v spremenjenem stanju zavesti, bom rekla. Tako da je to en proces, ko mi tako omehčamo že telo, toliko pridemo z sproščanjem, sploh na začetku nekimi. Najprej se ukvarjamo sploh z zaznavami svojega telesa. So taki ljudje, ki so v nekem močnem krču, odtujeni od sebe. Včasih potrebuješ kar nekaj časa, da sploh začne malo ločevati, kaj sploh prihaja do njega iz okolice, kaj moje telo sploh zaznava, kaj čuti. To so neke vodene meditacije ali neke take vodene... niti ne mogoče ne meditacija, tako neko vodeno... Kot nek voden proces. Nek body scan, mislim, da gremo... Da vodite, da usmerjate. Tako, da sploh pridemo v telo, ker drugače bi delali iz glave. In potem, če jaz rečem zdajle, če bi jaz rekla zdaj pa mi dve krni glas, zdaj imaš telesa, bi nam bilo tako, kaj? To je meni čudno, hecno, ne vem, kaj je to, tako res kar nekaj, ne vem, veliko stvari nalepk bi se nalepilo na to, kaj delamo, ko pa mi toliko umirimo ta svoj da res začnemo prihajati v telo, da začne ta membrana prepuščati, ko sem prej omenila. Pa jaz vidim, da je nagonsko pride glas iz telesa, ker ima človek potrebo po izražanju. Tako kot ima dojenček, kot sem rekla, da glasno joka, da gruli, tako imamo tudi mi. In glas pronica tako globoko, da nam odklepa spomine, da nam odklepa čustvena stanja, energijo in gremo za njim, kam nas vodi, kateri del telesa nas vodi. Mogoče, kaj se tudi v tistem trenutku želi izraziti. Točno tako, kaj se je pripravljeno izraziti. Tudi mogoče v enem kontekstu, ki ga vzpostavite, je tukaj ene občutka varnosti, zaupanja. To pa je sveti prostor, kar se tiče, kaj je sploh zaupanje v tem procesu, kaj je sploh res počutiti se varnega. Absolutno človeka nikoli ne siliti v karkoli ali pa mu začrtati neko pot in zdaj, kaj se mora, nikoli. Ampak dati telesu čas. Prvo to, čas. In včasih pride zelo hitro, včasih hipno, ker je dobilo končno priložnost da se izrazi. In je zadihalo. Včasih pa traja več časa, več mesecev, leto. Da tudi razumemo, da ni to tako hipni proces, ampak da terja nekaj več časa, nekaj več energije in to jaz čutim tudi kot zaupanje, ker se tudi ne vemo, kaj se bo izrazilo. Točno tako, ker se počasi telo odklepa.
bom tako se izrazila. Počasi se telo mehča, ampak to, da se telo odklene, če ostanem zdaj pri tem izrazoslovju, pomeni, da bo prišlo marsikaj ven. Marsikaj ven, na kar pravzaprav tudi nisem pripravljen. Nisem pripravljen videti, nisem pripravljen občutiti, nisem pripravljen slišati, če je to glas, ki pride ven. Ker ljudje pa vidim, da imamo močno potrebo potem, da mi to tudi glasno izrazimo. Ker če je nekaj, da se res ena travmatska izkušnja v srčiki odklene in je to tako močna skoncentrirana bolečina, ima telo nagonsko željo to tudi z glasom izraziti, ne pa biti tiho. In nas potem ta glas pelje še globlje. In to ne pomeni zdaj, recimo, da je to krik, da zdaj pa to se kriči v nedogled. To se mogoče zdaj razlikujejo tudi novejši terapevtski pristopi od teh starejših. Starejši so temeljili na tem katarzičnem kričanju, tolčenju. Ki pogosto sploh nima niti pravega efekta. Mislim, lahko celo vodi do retraumatizacije. Danes vemo, da nekako je tudi zelo pomembno biti zavestnost tam, kar se pokaže. Nekako postopno. Bolj zdržati to energijo znotraj sebe, kot pa to nekako, v angleščini je ta izraz acting out. Jaz rečem po domače, da kar pluneš. Se strinjam. Tako da... Koliko je pomembno, da je, mogoče tudi glas, ampak vsem, da je na nek način... Ves čas samo opazovanje. Tako, z eno čuječnostjo. Ves čas. Tako. Ker drugače... Samozavedanjem. Točno tako, ker če jaz... Da se lahko integrira, Jaz mislim, da je tu pomembno, ker čustvo je spodaj, katere neintegrirane, kaj neintegriranega tukaj, kaj je nekako tisto, kar je tudi neka nezadovoljena potreba. Tako. Da pridemo v stik s tem. In takrat tudi pojenja sploh potreba, da bi kričali. Ker, ko je to slišano. Ko je to slišano, ko to začutimo. Točno tako. Ker je to vse voden proces, ki nekam vodi. Ne samo, da vodi do nekega kričanja in zdaj bomo mi tokli blazine in je to. S tem ne bomo kaj veliko naredili. Vsaj jaz sama. Mislim, to so neki desetletji nazaj delali, mogoče še kdo dela, so še taki pristopi, tudi živi, ampak to tudi v znanstvenem smislu vemo, da to nekako je kontraproduktivno. Še zdaj imamo ljudje, kolikrat slišim, sem šla v gozd, pa sem se zdrla, pa vsak dan grem v gozd, pa se tam zderem, ker me drevesa ne bojo obsojala, me bojo poslušala. Vse tisti trenutek se počutiš olajšano, sam vzrok pa ne bo šel, kvečemo, tako kot ste rekli, se bo pravzaprav še... Mogoče to je kot neka odvisnost od tega, da na ta način... tako kot kompenziraš. Da bi se zlaufali, ampak tudi nismo recimo tudi rešili. Tako, kompenziraš. Tako da se od kje pa izvirajo potem odvisnosti. Tako da je to z glasom v bistvu delo. To sem želela, da se vrnem nazaj. Sem zdaj razmišljala, katera moja rdeča nit zdaj? Da ne zaidem. Je vodeno. Je voden proces in nekam pelje ta glas in smo ves čas tudi sami opazovalci in jaz opazovalka, ki sem postavljena, da lahko tudi držim prostor človeku, ker tudi prej, ko smo omenili zaupanje pa varnost, zame je varnost to, da sem jaz lahko to, kar sem, brez tega, da bi bila obsojena. In taki ljudje, ki pridajo v nek primež travme in se jo potem želijo, bom rekla, želijo spoprijeti z njo oziroma iti onkraj nje, jo razumeti, sploh ozavestiti, potrebujejo ta varen prostor, da je okej. Da so sprejeti. Da je okej, karkoli izrazijo. Da ni nič narobe. Da je vse to normalno. To skrat je bila ravno sodba, obsojanje. Točno tako. Velik del te traumatske izkušnje. In da so varni v tem. In da jaz ne bom nikamor pobegnala, nikamor ne bom šla in bom zdržala z vsem tem, kar bo prišlo skozi njihovo telo, kar se bo pokazalo in usmerjala dalje.
Se pravi, da so videni, slišani, čuteni. Tako, videni, slišani, čuteni. Da ste res taka neobsojajoča priča. Točno tako. Jaz mislim, da drugače pravzaprav sploh ne more potekati eno tako delo. Da je že to zdravilno, to sočutje, recimo, sočutje, empatija. To je zelo zdravilno. Že na začetku, ko sploh se dotaknemo drug drugega samo skozi pogovor, preden mi sploh začnemo delo s telesom, vedno se na začetku pogovorimo, ne vem, spijemo čaj, se pogovorimo, se ustvari en prostor, se sploh začutimo drug drugega, kdo si ti, kdo sem jaz, zakaj ste, tako, ko se psi povohajo. Ja, čist res, pač nismo, s temi nagoni nismo daleč ljudje, in da tudi tukaj steče prva povezava, da tudi ti človeka začutiš, kateremu greš, ker te je nekaj poklicalo k njemu. Tako da, ja, varno zaupanje, to je en zelo poseben prostor, ki včasih terja tudi delo na dolgi rok, zaradi tega, ker telo da se potrebuje. To izgradi. Tako, da ker tudi to je lahko bila ravno traumatična izkušnja. Točno tako. Da ne moramo zaupati drugemu. Točno tako. Točno tako. In to je... Ne moramo zaupati telesu. Zelo, zelo pogosto. Zelo pogosto. Če jaz recimo nisem mogla zaupati svojim staršem, da bodo za mene poskrbeli, ali pa zaupati... Ali pa da so varni. Da so sploh varni. Da sem varna. Da jaz sploh lahko živim sebe, izražam sebe v polnosti. Da me ne bodo obsojali, ne bodo tepali. Da bo ta ona dva tam. Tudi da sta predvidljivo tam, konsistentno zame. Točno tako, da ne bo nikamor noben šel, da ne bo nikjer nekaj se zrušilo, če bom jaz in če bom jaz nekaj izrazila. Pod nekimi težkimi občutki. Ja, pod nekimi težkimi občutki ali pa dejanji. To je varnost, to je tudi zaupanje. Tudi da lahko otrok izraz svoj ne. Točno tako. Oziroma izraz nek svoj avtentični. Točno tako. In kako to se tako močno integrira v človeka, kako potem kako bom jaz mogla zaupati, ne vem, moškemu, s katerim bom šla v odnos, pa si bom želela družino ustvariti, če bo vsi bremenilni dogodki prišli skozi moje telo, pa mi bo moja podzavest rekla, nekaj tukaj ni varnega, ne morem se varno navezati na človeka, kako bom jaz imela zaupanje do življenja. Oziroma to se ne izražala, recimo v odnosu. Točno tako. Ne izrazila sebe, svojih potreb, svojih mej. Če jaz ne zmorem, da nimam niti priložnosti, da jaz to izrazim, svoje potrebe znotraj svoje primarne družine. Če se podredimo, priličimo. Točno tako. Probamo ugajati. Ja, kako bom jaz vedela, kaj so sploh moje potrebe, se lahko zgubim stik s tem, kaj se sploh, to so ljudje tudi, ki vse je v redu. Celo tako, ne samo, da jih ne izrazimo, sploh nismo v stiku s tem. Sploh nismo v stiku s tem. In kako bom jaz mogla potem, kdo bom jaz sploh v odnosu? Pa nima veze, ali je to partnerski odnos, ali je to prijateljski, ali sodelovski, ampak kdo bom jaz? A bom jaz sploh imela svoje mesto? A bom jaz sploh imela svoj glas? Če jaz ne vem, kaj so moje potrebe, če jaz ne znam pravzaprav postaviti potem tudi svoje osebne meje, če jaz ne vem, kje je ta relacija, kaj je moje, kaj je tvoje, kako se prilagajati, kako ugajati, če sem se jaz navadila podrejati, glasu drugega, če ta glas razširimo na nekaj večjega. In je to veliko potem samo iskanje. Kako je pa to že, recimo, ko pride, da slišimo svoj glas? Mogoče pri tem delu, a je to že en moment, da jaz sploh slišim svoj glas, da se lažje skozi to definiram. Ja. Ko slišim, seveda. To sem jaz. Če se toliko zadušim skozi življenje, se ga niti več ne slišim, in zgubim sploh to povezanost z sabo. Slišati svoje telo, slišati ta občutek v sebi, ko mi reče, tole pa ne bo dobro, ali pa recimo ta človek pa ni zate, ali pa ne vem, tole se ne bo dobro izcimilo, ali pa pejdi levo namesto desno. Se imamo skozi te glasove znotraj sebe. Ne bojo več prihajali. Tako da je potem... Ali pa neka kakofonija glasov, skozi katero se tudi mogoče ne znajdemo. Ne znajdeš, ja. Tudi to. Tako da veliko aspektov odpira glas. Kaj pa recimo pri delu z glasom, ko nekdo fizično da glas,
a ga tudi posluša in nekako že skozi to dobi en občutek, obstajam, sem. Ja, točno to. In točno to bi se pa navezala tudi na tisto, kaj sem zdaj mislila. Da sem jaz toliko prisotna s svojim glasom, se pravi s svojo izraznostjo, da sem tudi pozorna na to, kako ta moj glas funkcionira znotraj kakšnih odnosnih dinamik in lažje prepoznavam. Se to vidimo to so čisto življenjski primeri. Ko se pogovarjam z mamo, ne vem, mi glas kar, ne vem, gre v neko svojo smer ali pa ne zmorem sploh neke meje držati ali pa ne vem, ker je tukaj nekaj bolečega, kar ni bilo nikoli izraženo, predelano, recimo znotraj tega odnosa. Recimo s partnerjem bo čist nekaj drugače, z šefom v službi, ne vem, mi bo glas kar odrezalo, dihati ne bom mogla, padla bom v čist eno uhromljeno sama od sebe. To so pravzaprav lahko začnemo opazovati na enih takšnih drobcih v vsak dan. Non-stop imamo to učilnico, ki me potem vodi. Ampak zakaj? Kako sem se jaz počutila? Kje sem to telesno čutila? Odkot mi je to znano? Ker zanimivo je tudi, jaz rastem, recimo en aspekt, ki je meni zelo zanimiv, je tudi, da če smo non-stop obdani z glasovi, nam ti glasovi, ki smo se jih, bom rekla, navadili poslušati, tudi postanejo domači na nek način. Če že stene maternice prepuščajo glasove, ko se jaz rodim, že poslušam glasove, to je ena pravzaprav prva komunikacija z svetom, kako se svet odraža in kaj se v njem sploh dogaja v tem kaosu. In potem ves čas poslušam starše, ves čas neki glasovi, se jaz tudi navežem na te glasove, postanejo mi domači, ponotranjim jih, ker mi tudi vzbujajo ene občutke. In pogosto me glas tudi vodi v odnosih, v smislu, da mi je en glas bolj domač kot drugi, en glas mi je bolj privlačen kot drugi. In je zanimivo pogledati, zakaj, ob kakšnih glasovih, recimo, če bi se izpostavila zdaj za steno ali pa ko slišimo človeka po telefonu, takoj začutimo, ta je pa prijeten, ali pa ne vem, s tem bi pa kar govorila, tako, fajn sem se počutila, ali pa s tem pa, ne vem, kar ne bi češen zob, ali pa ne vem, tako sem bila kar malo tesnobna, ali pa mi je dal nek tak občutek, ne vem, nepomembnosti, ali pa kaj se vse sliši skozi glas, kako se jaz počutim ob določenem glasu in kako jaz iščem tudi neke domače glasove, v odnosih, v to, kako grem v partnerstvo, meni mora biti tudi glas privlačen. Sploh ne pomislimo na to, ne samo pojav, ampak glas je energija človeka. Meni tudi mora biti to privlačno. Kakšne telesne senzacije, kje sem jaz takrat, kaj meni to sporoča? Ali pa glas, se pravi, da odraža tudi neke osebne značilnosti nekoga? Ja, točno tako. In z nekaterimi se lažje povežemo. Ja, točno tako. In a veste, so primeri, ko so bile res težke travmatske izkušnje, recimo že iz primarne družine, ali pa bil oče zelo tiranski, bomo uporabljali to besedo, strog glas, drzav, nimaš kaj tu, trte mrte. In meni lahko postane, jaz se bojim hkrati tega, ampak meni postane tako domač ta glas, da ga bom iskala v človeku naprej. In bom potem videla, moj bog, moj partner pravzaprav se izraža na enak način kot moj oče. Ne samo izraža, ampak enako barvo ima, enako čutim ta zven glasu. To je fascinantno. Mene to zelo kliče po nekem globljem raziskovanju. Kaj res glas je? V bistvu nas pelje po eni svoji poti, ki ni vidna. Ampak se čuti. Ampak ker je tako, se pravi, ker mi pač govorimo, ker smo s tem rojeni, ker niti pozornosti ne dajemo na glas, nas vozi nezavedno naprej. Tako da se je zanimivo ustaviti in prisluhniti glasovom okoli sebe in zakaj so taki, kam mi sporočajo, kakšne glasove sem si zdaj zbrala v svojem življenju, kje so neke rdeče niti ali pa tako, to je meni zelo zanimivo. Ja, ker se jaz tudi,
se ni tako, kako se naj izrazim, občutek je za glasom. Kako se jaz počutim ob tem glasu, ob poslušanju ene take vibracije. In jaz se lahko počutim, ko slišim, ne vem, prej, ko sem dala primer, da jaz slišim enega postavljenega moškega, fokus, ve, kaj hoče, moč slišim, globino slišim. Jaz se počutim varno, lahko se počutim stabilno. Ok, tu bo nekaj ok, bo poskrbel za mene. Recimo, to je res en tak, bom rekla, plastičen primer, no? Ampak zgolj sem želela sam ponazoriti, da so v bistvu občutki skriti za tem, kaj mene privlači skozi glas. In da to lahko zelo veliko se naučim sama od sebi. Pa bodi si sem imela kakšne bremenilne izkušnje, travme skozi življenje ali pa ne, lahko vzamem to kot neko osebno učilnico in to upam, da nisem preveč zafilozofirala. Jaz bi tu mogoče šla še na kolektivni glas. To je danes tudi pri proučevanju travme vse večji trend, mislim že kar nekaj časa, da gremo tudi onkraj osebne travme oziroma teh travmatičnih dogodkov, tudi recimo zgodovinsko gledamo, širšo družbo gledamo, kako nas recimo kultura, socialne norme utišajo, na kakšne načine to vpliva na nas. Mogoče tudi patriarhalna kultura, recimo in ženski glas. To vidim močno rdečo nit, recimo tudi skozi svoje delo, kako močno smo res bile ženske utišane. In delati z glasom, z žensko je vseeno malo drugače kot z moškim. Vsaj sama sem videla na naših tleh, recimo, da smo enostavno zelo ponotranile ta občutek ugajanja, ustrezanja, nekim merilom, pridnosti, izjemno tej pridnosti in kako za to ceno tudi zadušiti sebe in čutiti tudi to doto zadušenosti mojih prednic. Če se tako izrazim, da se dotaknem že tukaj mogoče tudi te medgeneracijske travme, se pravi nečesa, kar ni nujno, da sem jaz doživela, ampak posledice pa jaz tudi čutim, ker lahko, da je moja prababica imela eno takšno izkušnjo, ki jo je čisto odrezala tudi od njenega glasu, se je potem preneslo tudi na mojo prababico, ker je seveda bila vzgajana tako, tudi ona živela v enem posebnem okolju, v posebnem času. Babica je vzgajala potem mojo mamo, moja mama je vzgajala mene in se čuti to skozi vzorce, kako vzgajamo naprej, skozi načine, tako kot smo že na začetku govorili. Se pravi, lahko sledimo temu tudi skozi eno linijo? Ja, lahko, točno tako. Ali pa gledamo mogoče kulturo tudi širš? Ja, hvala, ko ste to omenili. Skozi eno linijo lahko gledamo širše, nek širši kolektiv, širšo populacijo, narod, kakorkoli. Ampak tukaj jaz sama osebno zelo čutim to neko rdečo nitno, sploh v tej utišanosti ženska, biti podrejena, biti za štedilnikom, biti na njivi, to je nekje v naši krvi še neka dota, s katero smo prišle utišati svoj glas, se podrediti, rajš ugajati sistemu, pogosto ne preveč trveti pa misliti svojo glavo, ker to potem vpliva tudi na to, kaj bom jaz izrazila sploh na glas, in me bo sram tega, ne morem jaz zdaj tako, ne vem, kričati tukaj, ali pa tako, to se ne spodobi. Oziroma marsičem tudi mučimo. Mučimo kot kultura. Ja. Smo molčali kot kultura, še vedno mučimo. Točno tako. Kaj pa recimo moč kolektivnega glasu? Ko se glasovi nekako zberejo, spregovorijo tudi javno. Danes, ko govorimo recimo o spolnih zlorabah v cerkvi, spolnem nadlegovanju. Ja. Mene vedno tako močno prebudi ena misel, pa stavek, ki sem ga zelo močno začutila, se pravim, prek svojega dela, da ko jaz najdem svoj glas, ko dvignem svoj glas, ga dvignem tudi za tiste, ki tega niso zmogli, ki sploh niso imeli glasu, moje prednike, prednice,
in hkrati tudi za tiste, ki pridejo za mano, ker bom lahko začela urati eno. Tudi kot posameznica, recimo znotraj neke privatne sfere, ne nujno samo v javnosti. Ja, tako, absolutno. Prvo se začne znotraj najbolj intimne celice in potem se širi navzven. Da se tukaj opolnomočiš. Ja, da se opolnomočiš, da začutiš to. Zdaj mi prihaja, zato malo razmišljam, kako je ena ženska, s katero smo bili v stiku in delali, mi je potem povratno informacijo povedala in poslala in rekla, nikoli nisem v življenju začutila tako velike osebne moči, kot sem jo takrat, ko sem lahko v polnosti izrazila en ta glas, ki ga nikoli nisem skozi življenje, ne? Ki ga moja mami nikoli ni, ki ga moja babica nikoli ni, ker sem opazovala to dušenje in sem mislila, da je pač to normalno, da sem to jaz, a ne? Zdaj sem pa prvič v drobovju sem jaz začutila to moč. In ta stavek mi je zelo ostal drag, ne? In mogoče bi nekaj takega podelila ob taki temi, kot je dvigniti tudi nek kolektivni glas, a ne? Ker ko jaz dvignem svoj glas, dvignem tudi svojo osebno moč, a ne? Jaz dobim neko svoje, naredim si eno svoje mesto, se pokažem kakorkoli, pokažem svojo resnico, pokažem to, kdo sem. In s tem mnogokrat opogumimo tudi drugega, da vzdigne svoj glas in da se postavi. A ne? To je tisto, kar dan danes zelo odmeva, ne vem, sestrstvo, a ne? In kakšne te zveze, a ne? Ko sem jaz pripravljena se izpostaviti, bom tudi pripravila prostor, da se bo lahko en drug ob meni in tako dalje. A ne? Se pravi, to je tudi neka pot od družbenih sprememb. Ja, vedno. Vsaj jaz sama to verjamem. No. Tako. Ja, tako da zelo močno moč. Tudi uporabljamo ta izraz glasovanje. Ne, to mi zdaj pride. Da damo drugim glas. Ja, damo nekomu glas. Da bi ta nekako odločil ene stvari, ki so pomembne. Damo nekomu moč, a ne? Glas je moč, a ne? Se pravi, jaz dam del svoje moči v roke nekomu drugemu, oblasti. Da odloča o našem življenju, pa tudi življenju prihodnjih generacij. Da odloča o tem, kako bom jaz izrazila svoj glas. In je krog sklenjen, a ne? In potem znotraj tega spet iščem je svoj glas. A ne? Ja. Zelo zanimivo, ja. Nikoli nisem pomislila na to glasovanje in dati glas. Ja. Svoj glas. Tako, svoj glas, ja. Ja, super. Ful dobro. Kaj pa recimo, če smo še pri tem kolektivnem momentu, skupni obredi, recimo skupno petje manter. To je zelo. To so tudi močne stvari, ne? Da pa nekako jih dan danes tudi nimamo kaj dost. Tega skupnega plesa, petja, izražanja, tudi glasovnega. Nasploh ta ritualnega, recimo. Točno tako. Ti rituali, obredi so iz našega življenja dan danes v tem ritmu vsak dana pravzaprav že skoraj da izginili, razen če jih namensko in z neko nego in s pozornostjo prenašamo naprej in negujemo, ampak če beremo zapise ljudstev, šamanov, če želite, skratka, se je vedno bilo prepleteno s petjem. Nek dostop tudi do enega vedenja, znanja. S čaščenjem, z znanjem, z neko posvečenostjo nekega trenutka, nekega naziva, s klicanjem dežja, če želite, poklanjanje soncu. Danes se je to še ohranjalo zgolj, ne vem, na kakšni poroki ali pa kakšne take res obredi, katere pa še vedno imamo, ne, ampak molitve, recimo. Molitve, kaj takšnega, mantre ste omenili zelo tudi, a ne. Znotraj raznih teh ritualov. Znotraj teh ritualov, ki so, kako naj rečem, vse malo družbeno tudi določeni, ne, kot je, ne vem, poroka, kot je kaj takšnega, ne, ki ima nek tak svoj protokol, a ne, da nekako sploh niti ne pomisliš, da bi bilo brez, ampak kaj pa bo takrat, pa tako. Recimo obredno pitje kakava, ajovaske, to je danes zelo in. Kjer je del tega tudi zvok. Ne, da izvajalec nekako potem. Tako, a ne, in zvok marsikdaj tudi
popelje človeka in telo v trans, v neko spremenjeno stanje zavesti, če želite, v predpripravo za neko izkustvo. Tako da zvok je močno orodje, kanal, kakorkoli bi to poimenovali, in z namenom so to ljudstva vedela in počela, izkoriščala. To skupno izražanje. To skupno izražanje, to skupno moč, ker se energija tudi spotencira, ker glas je energija. Če jaz izrazim, ti izraziš, on izrazi in to se skupaj preplete, to je pravzaprav tkanje ene velike... So to invokacije, naglaševanje, naslavljanje naravnih sil. Ja, ene velike moči. In več glasov skupaj je močnejše kot en glas. Tudi v tistem kolektivnem, kar smo se dotaknili. Tudi recimo mi tu, ko nekako tako zbiramo glasove. Točno tako. Ampak en glas, prvi glas je pa izjemno pomemben. Tako da brez tega pa ne gre naprej en glas in potem drugi glasovi zraven. Tako da jaz, denimo, se še veliko spomnim tega. Jaz sem iz vasi, iz nekega kmečkega okolja prišla. Mi smo imeli še veliko petja, pa ob nekih šegah, navadah in tako ogromno petja. Zdaj pa niti v kakih posameznih predelih, recimo. Ker je tudi eno skupnostno vezivo. Ja, neko skupnostno vezivo, povezava, ljubezen, če želite, neka naklonjenost tudi, drug drugemu, ker poješ tudi, oziroma, bom kar ostala tu pri petju, poješ s človekom, ki... Včasih smo rekli, kdor poje slabo ne misli. Slabo ne misli, ja. Točno tako. Ni nujno res. Žal. Meni je ljub ta izrek, ampak žal ni tako. Si pa želim, da bi bilo. Kaj sem želela izraziti. Pojemo tudi s človekom, ob katerem se mi dobro počutimo. Se pravi, da krepimo tudi pozitivno energijo, če želite, tako, in povezanost med sabo. Ja. Tako da je to en močan povezovalen trenutek. Je tudi en užitek, ena radost. Tako, ki ne potrebuje dodatnih besed. In pa si lahko v tišini drug z drugim in se še ta glasba nadaljuje, ampak na en drugačen način. Tako da so vedeli, kako uporabljati glasove, tudi za nekaj tako povezovalnega. Zdaj ste omenila tišino. Govorimo o glasu, ampak tišina je tudi nekaj zelo pomembnega. Recimo Rumi prav, sufijski pesnik, tišina je božji jezik. Vse ostalo je samo slab prevod. Tudi tukaj, res. Oziroma, brez tišine ne slišimo svoje duše. Prej sem se usedla na stol, preden smo začeli, in sem pogledala tukaj nazaj in sem se prav ustavila ob tehle... Pa še kolegica Manca Košir, ob tehle citatih. Da Bog govori en sam jezik, jezik tišine. Kako bi pa to komentirala? Vse izvira iz tišine. Vse izvira iz tišine in vse se vrača v tišino. In sploh ne vem, kaj bi še sploh temu dodala, ko je tako lepo beseden. In tišina je tudi nekaj drugega kot utišanost, bi mogoče tukaj izpostavila. To je nekaj drugega. Tako da, kaj pa je tišina? Za vas? Tišina je za mene rojstvo. To mi predstavlja tišina. Rojstvo. Česarkoli. To mi je zdaj šlo skozi telo. Rojevanje. Rojevanje. Česa, pričakovanje, kaj bo to rojstvo prineslo, kaj bo dalo. Tako da tišina je poseben glas v življenju. In tudi lažje bomo razumeli sebe, svoj glas, glas drugega, če bomo razumeli tišino. In potem bomo tudi lažje pustili in naredili prostor človeku, da se lahko izrazi, če bomo razumeli to tišino in kaj tišina rodi. Nekako tako.
Tudi pri vašem delu je najprej tišina, ne? Potem pa pride glas. Veliko tišine je. Tako da veliko tišine je in ta tišina je izjemno zdravilna. In ko ti tudi v tišini še vedno nadaljuješ, ne vem, opazuješ telo, si vsem prisoten v telesu. To je za mene recimo svet trenutek. Se pravi, neke vrste mirovanje. Na nek način mirovanje, hkrati pa... Kjer se lahko tudi neke globlje zdravilne sile izrazijo, pridejo do izraza. Ja, na nek način mirovanje na vzven, hkrati pa neverjetno odpiranje. Neki globlji nivoji, notranjih pokrajin. To je za mene svet trenutek. Tako kot porod, a ne? Se začne in pol pridejo, a ne, iz tišine pridejo popadki in pride otroček, a ne, iz te iskre, a ne. In v to tišino se potem vrnemo, ko zaključimo svojo življenjsko pot, no. A ne. Ja. V tej tišini se lahko resnično vidimo, a ne. Pa resnično... Ozremo. Ja, ozremo. Ozremo svoj pravi obraz. Tako. Svoj pravi jaz. Tako. In obraz drugega, a ne. In obraz drugega. Ja. Ne. In sploh slišimo svoje telo, a ne, ki prihaja iz primežev nečesa tako močnega, kot je recimo... Oziroma smo ostrom primežev mogoče v tej tišini. Ja. Tako. A ne, ker... In se tudi popustijo ti primeži. Točno tako. Bolj tišina razoroži. A ne, in travma, neka izjemno močna bolečina, bolečinska izkušnja, bo naredila vse, da ne bo prišlo do prevelike tišine, ker lahko takrat zelo boli. A ne. Tako da ta tišina ustvarja en svet prostor, ja. Lepo. Bi pa vas, Sabrina, vprašala še, kako si lahko sami mogoče pomagamo. Ne, lahko sami, recimo, delamo z glasom, tako da sebe, bom rekla, zdravimo, celimo. Ne, recimo, lahko mi zavestno, tudi mogoče brez vaše pomoči ali brez neke terapevtske pomoči uporabimo glas za bolj avtentično, recimo, samo izražanje. Pravzaprav bi samo na grobo izostrila tisto, kar sva že danes večkrat omenili. Predvsem to, da najprej sploh postanem pozorna, kaj se okoli mene dogaja, kako jaz komuniciram, kako uporabljam glas, kako ga uporabljajo drugi v povezavi z mano, nad mano. A ne? Da začnem prepoznavati na tej podlagi sploh, kako se jaz počutim najprej ob določenih glasovih, ob tem, kako nekomu nekaj izrazim. In da začnem najprej v najbolj majhni intimni celici, ki me obdaja v tem življenju trenutno. Ali je to odnos sama s sabo, ali je to, da živim v nekem partnerstvu in lahko tukaj opazujem neko dinamiko, ali je to, da živim recimo otročke in opazujem, kako se izražam z njimi, koliko dovoljujem njim, da izražajo svoj glas. Koliko njih ne utišam. Ja, in kdaj jih utišam. Kdaj jih utišam. Točno tako, kdaj jih utišam. Kaj je takrat v meni, recimo. Ja, kdaj jih utišam. Ko je ta impuls, ali pa ko je impuls, da jih želim utišati. Kolikrat sem se jaz zalotila in sem se potem zgrozila sama nad sabo, ko sem bleknala, nehaj jokati. In sem tako, Sabrina, kaj je zdaj skozi tebe spregovorilo? A ne? In je to meni pokazal pot. In sem jaz začela delati sama s sabo. Ker je meni prebudilo ene spomine iz mojega otroštva, ker seveda celice, ko Ampak ste se ustavila, ste prepoznala in ste pogledala globoko v vas. Globoko, točno tako. Ni bil otrok nič kriv. Otrok samo kaže naše ogledalo non-stop in tukaj imamo največjo učilnico, tako zrcalo, največjo učilnico. Bodi si je to res nek odnos, v katerem smo lahko razgaljeni, v katerem smo lahko mi, a ne ranljivi, odprti. Če je na ta način to pristopno. Tako, ne. Kako pa, da ne gremo pol recimo v lasten občutek krivde? Slaba mama sem, spet sem otroku rekla to pa to. Ja, se tudi gremo.
Sej tudi gremo, Ja, ampak ja. kako s tem? Sej tudi gremo, a ne. Eno je, da krivimo otroka, drugo je Tako. potem, da krivimo sebe. Ja, da krivimo sebe. Potem pa moramo tudi začeti prebujati eno nežnost same do sebe. In ta vidim, vsaj sama pri sebi, da se začne odpirati s tem, ko jaz sploh začnem razumeti, zakaj jaz odreagiram na nek način. Kaj je meni to zbudilo? A je meni zbudilo neko hrepenenje, ki ga jaz kot otrok nisem mogla zadostiti znotraj družine, ali pa sem bila nekje zadušena, ali pa mi je nekaj močno manjkalo in meni je zdaj enostavno mi je rano odprlo in sem impulzivno reagirala kot sem, a ne? In ne bom več, mogoče bom še enkrat, dvakrat, potem pa izveni, a ne? Ker se zalotim in spreminjam ta vzorec. In če mene vprašate, na takšen način se tudi prekinja tok tudi medgeneracijske travme. Veriga, tako, Ja. ki gre iz generacije v generacijo. In ni lahko, ni lahko, ampak tista generacija, ki pa začne s tem, ki reče, ok, ampak zakaj je tak, a ne? A si želim drugače, kako, katero smer, ali sem zadovoljna s tem življenjem, sem prisotna, kako mi je v odnosu, da se sploh ustavim, sploh začnem spraševati ene take stvari. Da jih ne jemljemo kot samoumevne. Tako, da jih ne jemljem kot samoumevno, tak pač je, tak pač sem, recimo, a ne, ja, pač tako reagiram, tako je, a ne, pač ja, take odnose imam, ne vem, vsi moški so taki, ja, ni res, a ne, ni res. In če jaz kot generacija začnem to spreminjati, jaz ustvarjam, res verjamem, lepšo bazo, lepšo platformo za moje otroke, ki bodo lahko že srkali sadove novih vzorcev, bili posledično bolj izraženi, nezatrti. In s tem tudi ustvarjam bazo za to, da bodo tudi oni lahko našli lepše odnose v življenju, a ne? Odnose, ki bodo bolj hranljivi za njih, ki bodo negovalni in se bodo izognili enemu temu vrtincu, v katere bi pa travma nedvomno povlekla za svojimi. Kakšne ima pa to lahko neke učinke tudi na neki širši ravni, družbeni ravni, na ravni odnosa do Zemlje, planeta? Ja, vse povsod. Zatiranih skupin. Vse povsod. Vse povsod. Kako, če jaz ne zmorem biti sabo, če jaz nimam pravzaprav nekega odnosa do sebe, kako ga bom imela do drugega bitja. Do bitja Zemlje. Ja, in do bitja Zemlje. Vse mi je vseeno. Mislim, če mi je... Mogoče nezavestno vseeno, ja, na tako, nek način a ne? sem tudi odrezana. Ja, a ne. Včasih pa je tudi ljudem prav vseeno. In ja. Da je to tudi ena od prilagoditev. Ja, točno tako, a ne. Tako da ta pot pravzaprav Rumi je rekel dovolj, tišine. No, naj jo posluša nekje. Stvarstvo je slišala. Kaj sem zdaj želela povedati? Ja, da ta stik s sabo prihanja v svoje telo, to, kar sploh jaz sem, kdo jaz sem. Kdo ali kaj sem? Kdo, kaj sem? Zakaj sem tu? To rojeva nekaj drugačnega potem. Neke druge kvalitete. Tako, druge kvalitete, druge odnosnosti. Všeč mi je ta izraz odnosnost. Ja, odnosnost. Ljubim to besedo, prav vidim, da večkrat uporabljam. A ne, in bo to prišlo, kako naj rečem, kot zraven. Usput mi rečemo po domače. Kot posledica tega, kar bom jaz sama sabo delala. A ne. In to, tako kot se prej navežem recimo na otroka, ko jaz samo sebe spreminjam, se soočim s svojimi bolečinami, ozdravim travmo, ene njene močne posledice v mojem življenju, jaz sem drugačna mama. Jaz sem bolj prisotna mama. Jaz moram se drugače varno
navezati z otrokom, drugačna varna navezava s tem bitjecem se vzpostavi. Drugačno platformo mu dam za življenje posledično. Da smo sprememba potem tako. Za druge. Točno tako. A ne? In ne vem, zdaj sem res zaplavala v to starševstvo, ampak res ranjena mama, ranjen starš, ranjen vzgaja. A ne? Tako da se moramo najprej zazreti v to, kar mi čutimo, v svoje rane, v svoje strahove, ker nikoli, zelo redko bomo namenoma utišali otroka. V smislu, če me razumete, ali pa partnerja, ali pa enega drugega podrejenega, tako, enega drugega človeka. Ampak mi utišamo zaradi lastnih strahov, zaradi lastnih ran. Včasih lahko utišamo največjo srečo, največjo radost, ker nam je preveč, če vidimo človeka, ki je pa tako vesel v življenju. Jaz sem se to, mene so veliko spraševali, kam je, da se tako smejim, če sem tako mal. A ne? Sem pol tako razmišljala sama, a ne? Želim povedati, da tudi nimamo probleme samo, ko smo čisto na začetku se dotaknili, ne? Z žalostjo, z jezo, z enim tem izraženjem, ampak tudi z biti srečen. Ja. Dovoliti si biti radostna. Dovoliti si ekspanzijo. Dovoliti si čutiti to radost, da sem živa, da je lepo, a ne? Da sem na poti in videti te male uspehe, a ne? In potem tudi dovoliti drugemu, da je radost, ne pa ga potučkati dol. Zato, ker bo meni lažje in bo moja bolečina malo bolj pomirjena, a ne? In se bom ustvarila potem normalno tudi tako percepcijo sveta in odnosnosti, a ne? Tako da tudi da se veselimo veselja drugega. Tako, zdržati srečo z uspehom drugega, ne samo za svojim. Svoje in od drugega. Ja, verjemite mi, to je prav nek poseben prostor. In tukaj moramo veliko manjka nam tudi slavljenje življenja. Ja. Slavljenje uspehov, lastnih v drugih. Točno tako. Koliko smo jih lahko... Mislim, takih malih, vsakodnevnih. Tako, koliko smo jih lahko slavili. Resnično. Ja, tako. Naredim en velik korak, recimo, ne vem, v nekem procesu in vidim, kako sem že bolj zavestna pri prepoznavanju nekih travmatskih posledic v svojem življenju. Ma ni to uspeh? Ni to, da kar zdaj ni ničesar več, da zdaj pa čist drugo življenje in zdaj sem pa jaz absolutno čist druga, daleč od tega. Ampak, wow, končno sem začela prepoznavati sploh, a ne, se veseliti enih korakov, a ne. Jaz sem navezala pač na to temo, ker so se o tem pogovarjali, ampak enostavno se veseliti, zdaj je pomlad, ker gre mimo in rože dehtijo. Vsak trenutek se lahko ustavim in upijem to življenje, ki mi je dano. A ne? In, ta majhna darilca. Točno tako. Posod. In tudi, če nisem smela čutiti recimo tega v taki polnosti kot otrok, a ne? Jaz se zelo močno spomnim, a ne, kolikrat je bilo, ne se preveč veseliti, ker pol bo nekaj narobe. A ne? Ali pa zdaj gremo, ne vem, na izlet, a ne, in vsi smo veseli, sam ne se preveč veseliti, ker da bo vse ok na cesti in tako. A ne, in potem se v bistvu sem videla skozi življenje, sem se skozi veselila z enim bremzo, slabo vestjo, strahom, krivdo, zdaj se preveč veselim, zdaj pa če bo kaj narobe, bom jaz kriva, ali pa, a ne, tako koliko enih nalepk se že nalepi pravzaprav na neko čutenje radosti, a ne. Polno pa bom radost čutila takrat, ko bom tudi polno čutila bolečino. Kako ste se vi razbremenila tega? Skozi bolečino? Ja. Skozi ja. Občutenje, kaj vam je preprečevalo? Ja. Jaz mislim, da če ni tega, verjetno sploh ne bi stopila na eno tako pot. Mislim, do katere me je vodilo, ali pa da bi sploh imela zanimanje za kaj takšnega. Najprej sem želela razumeti sebe, pomagati sebi, razumeti odnose, v katerih sem živela, razumeti sebe v svetu, svoj glas v svetu, a ne, ki je bil mnogokrat zadušen. A ne. Včasih je tudi pristrižen. Ja, tudi to. Kako fajna fraza, res.
res. Ja. Ukrojen. Ukrojen, ja. In sem videla, da sem blazno nesrečna, ne? In da nisem ne zdrava, ne telesno, ne psihološko nisem postavljena v ravnovesju. In zdaj pa je treba najti eno pot, jaz si želim živeti polno življenje in izkušati in živeti tudi na marsikaterem področju drugače, mogoče kot sem bila učena ali pa kot sem opazovala recimo v okolici, družini ali širše, prekinati ene vzorce, medgeneracijske travme. Tako da to je bila moja pot, ne. Ja. Ja, to sem želela samo zaključiti, če smem. Biti v stiku res s to radostjo, pa čutiti to radost, to je tudi en svet prostor. Obred, skoraj da. Se pravi, radost brez slabe vesti, brez tega, kaj bi mogli, brez tega, kaj bo jutri, brez tega, če bo dež. Malo se hecam, brez občutka krivde, ker sem jaz srečna, ne vem, moje prednice pa niso bile. To je tako zelo močno, pa ne vem, se je trpelo ali pa kaj. Ampak kaj drugi v svetu niso tako, srečni. Tako, jaz sploh lahko dovolim to srečo. To spet... To je veliko vprašanje. To se mi zdi pomembno vprašanje. Ja, točno tako. Polno radost lahko občutim samo tako, da tudi polno občutim bolečino. Ne morem se odrezati od enega, ker to pomeni, da torta ni cela. Samo krema je. Kje pa biskvit? Malo da smo pripravljeni čutiti vse. To je tako, kot da bi čutila samo roko, noge pa ne, ali pa... Tako, jaz sem cela, in polno čutiti pomeni tudi polno čutiti bolečino, polno čutiti travmo, polno čutiti primeže, ki me tako vlečajo dol, in ki jim kljubujem, ki jih želim ozdraviti, želim iti onkraj, nimam rada te besede premagati, ker se mi zdi, da pol to pomeni nekaj, da se bojujem in to nekako mi ne zveni. Rečem, gremo onkraj tega, pogledamo, ozdravimo. Kaj pa nam lahko pomaga, če se zdi ta bolečina nevzdržna, če jo je preveč? Oziroma, če tudi se radost zdi tako nekako preplavljajoča, oziroma da jo ne moramo nikje biti z njo. Ja, se je preveč. Se je preveč, ker ko pride bolečina, je preveč. Ker kaj nam lahko pomaga, ko pride ta pogosto pride bolečina močen val bolečine, 30-40 let nazaj. In takšno bolečino ustaviti, ko enkrat odpre okno ali pa vrata, je ne moreš in more najti en kanal, da se izrazi. In dovoliti temu pritisku, da najde pot ven. Včasih je tega veliko, ker nisem za 30 let nazaj, ampak je za celih 30 ali 40 let. Tako, ali pa za več generacij. Tako, ne pride sem enkrat ven, skozi en krik. Tako, ampak mora priti ven. Vsaj jaz tako vidim, čutim, ker drugače jo spet zadušim nekje na pol poti. In če to pomeni, da bom pač eno obdobje kričala in jokala, bom. In si dovoliti ta prostor. In si dovoliti izraziti to, kar ni bilo izraženo. Ampak recimo, da smo kot v enem črnem tunelu. A lahko zaupamo, da je na drugi strani tunela luč? Ja, to je pa večno vprašanje. Kako lahko zaupamo? A lahko, kako lahko? Da najdemo v sebi nekaj, kar si želi živeti. Nekaj, da najdem znotraj sebe v tej gnojšnici, da jaz najdem tej temi, res v tem breznu, da jaz najdem nekaj, kar si želi živeti. Ali pa nekoga, za koga si želim živeti. Želim si živeti, ne vem, za svojo malo punčko, ki odrašča, da bom imela zadovoljno mamo, ker se bo ona z mano poistovetila, da bo videla, kako jaz delam sabo, kako jaz delam s svojim telesom, kako jaz živim, kakšen partnerski odnos imam.
kakšen odnos imam do sveta, do zemlje, kot ste prej rekli, do vsega stvarstva, če želite. Če ne najdem tega smisla. Tako, če ne najdem tega smisla do sebe, da mi pomaga nekaj drugega, da najdem ta smisel v njem. Ker včasih ljudje nimajo več smisla. Zase, znotraj sebe. In najdejo motivacije v nekomu drugem, v partnerju, ne bom pozabila enega primera v roži, ki se je razcvetala zunaj in se je zazrl in neki, kak lepo, ganel me je. V domačeni vrtnici, lisici. Neki me, ne morem, lepo je življenje, ne vidim ga še trenutno takega, ampak vem, da gremo v tej smeri in res bo težko, sam pač jaz si želim iti v tej smeri, tako da najditi nekaj v sebi ali v življenju nasploh, kar me še vedno kliče k življenju. To tako. Slediti temu klicu. Točno tako. Ker ne vemo, ker ne vemo, kaj na koncu. Ta glas življenja. Ker ne vemo, kaj na koncu. Jaz ne morem vedeti, kakšna luč je. Lahko da me bo, ne vem, kaj me bo pričakalo. Lahko da me bo še več bolečine pričakalo. Kako naj jaz vem? Ne morem kar zaupati, kaj mi bo telo sporočalo. Pač to se začne pot in kaj jaz vem, kaj se vam pride. Ampak, če si nekaj v meni želi živeti, glas življenja. Si želi živeti in življenje je močnejše. Ker nimam nič za dodati. Taka točka. Nimam nič za dodati. Hvala lepa, Sabrina, za ta inspirativen pogovor. Hvala vam. Hvala vam, Metka, za povabilo. Sem vesela, počaščena in vesela, da se govori o takih vsebinah in tudi o pomembnosti glasu. Uspešno delo, razvijanje. Hvala lepa. Hvala. Hvala vsem poslušalcem, gledalcem in do prihodnjič.